Nujna pomoč, prosim. Sem dobil klic, da ne pridem, da je Blaž padel. Oživljajo svojci. Tečem do njega, zmerim puls, ga ni, preverim dihanje, ga ni. To smo kričali, to je bilo nepopisno. Pošlji helikopter, pošlji helikopter. Ko se ustavi srce, se ustavi vse. Ni več pomembno, koliko stane zdravstveni sistem, koliko novih urgentnih centrov imamo, koliko reform pripravljamo. Pomembna postane le ena stvar. Kako hitro bo prišla pomoč. Če bi helikopter bil prej tu, pa imel prej lokacijo, pa defibrilator bi mogoče rašla še sila. Težko. Še danes mi je. Vsak je dan z nami. In vemo, da se bomo enkrat spet srečali. Na vrhu hriba v Halozah stoji majhna kapelica. Nastala je nedavno, iz bolečine in iz vprašanj, na katera nihče še danes nima odgovorov. Ne znajo pojasniti, zakaj. Nenadni zastoj srca. Kar bi se lahko zgodilo komorkoli. Komorkoli. Damir Jakob si v najbolj grozljivih sanjah ni predstavljal, da bo v tej idili Haloških goric, kamor so z družino prišli pred časom po mir in svobodo, doživel najhujši trenutek svojega življenja. Smrt svojega 13-letnega sina, ki je oboževal to okolje in nekoč celo dejal, da od tu ne bo nikoli odšel. Zelo rad je bil na tej kmetiji, uživo je. Rad je pomagal. On je živel za živali, on je živel za kmetijo. Lanskoletni 8. marec. Na strmih gričih, kjer je med vinogradi več ovinkov kot ravnine in kjer je vsak naslednji sosed oddaljen nekaj minut vožnje, je bila sobota kot vsaka druga. Damirjev sin Blaž je pomagal v sosednjem vinogradu, tako kot neštetokrat prej. Zraven sosede Julčke je pomagal v vinogradu obrezovati. To je že celo jutro čakal, kot da je tisto njegov zadnji dan. Najstnik je oboževal delo na kmetiji. Rad je bil med ljudmi, še posebej pri bližnjem sosedu Janku Jelnu, ki je bil Blažu skoraj kot dedek. Je pa bil taki dečko, ko ga treba iskati. Po obnašanje, to je spoštovanje, vedel do male, do vejki, do vsakega človeka starejšega. To je bil priljubljen otrok. On je pravkar malo živel, on je vse dal od sebe. Bil je čas kosila. Janko se je ravnokar vrnil z njive in veselo pomahal navdušenemu 13-letnemu sosedu na vrhu vinograda. Je rekel, Bog daj Janko. Tak je roko stalno dvignil, je rekel, Bog daj Janko. In to se mi tako lepo videlo. Takrat je domov prišel tudi Jankov zet Alen, ki je tik preden se usedel k mizi, pogledal še proti vinogradu. Takrat pa mu je zledenela kri v žilah. Mi smo samo videli, da je padel, da ga je tahča začela premetavati, kričanje. Tečem do njega, zmerim puls, ga ni, preverim dihanje, ga ni, kličem reševalce. To smo kričali, to je bilo nepopisno, moram povedati. Ne moreš se po telefonu pogovarjati z dispečerjem, ki ga ne slišiš, ker vsi kričijo, da je to, da je ono. Alen se je zavedal, da bo pomoč po haloških serpentinastih cestah lahko prišla prepozno. Dispečer, ki je v prvih 2 minutah rekel, pošlji helikopter, pošlji helikopter. Toda v Halozah helikopter ne more pristati kjerkoli. Zdaj bom pokazal, kje je mislil prvo pristati, pa drugo pristati, pa pol v tretjo je tam gor pristal. No. Prva možnost za pristanek, tu je moj šotor. Viš, tu pa je bila lokacija 2. Pa? Ja, kabel. Aja, električni vodi, drevesa, strmi bregovi, vinogradi. Zdelo se je, da nikjer ni primernega mesta. Tudi reševalcev še ni bilo od nikoder. Se pravi, gasilci so tudi iskali teren, niso poznali okolja in so prišli skoraj istočasno z reševalci, kateri so potrebovali tuja skoraj več kot 25 minut. Ker je tam ena cesta, ki vozi, bi rekel, navigacija, vozi pa eni drugi poti do meje, pa od meje pol gorinje. A narobe pele? Ne, da pelje narobe, ampak daljšo pot izbere. Ko pa sem videl reševalce, da so prišli, pa so začeli z defibrillatorom, pa s temi injekcijami, pa sem videl izraz na otroku, sem vedel, da ne bo dobro.
7 minut pozneje je bil sicer deček že v mariborski bolnišnici, toda njegov boj za življenje se je šele začel. Deseti večer še je bilo upanje, še takrat zdravnik rekel, da so mu dali umetno srce, umetna pljuča in če bo preživel do, ne vem, par ur, da je upanje obstaja. Po noči je Blaž doživel še en srčni zastoj. Začeli so mu odpovedovati organi. Popoldne v nedeljo je bilo jasno, da se mu bo 13-letnik, ki je tako ljubil življenje, moral odpovedati. Obdukcija ni pokazala ničesar, niti genetska preiskava. Kaj je povzročilo zastoj tako mladega srca, še do danes ne vedo povsem dobro. Ne znajo pojasniti, zakaj. Če bi imeli defibrilator, če bi helikopter prej našel prostor za pristanek, če bi pomoč prišla nekaj minut prej, to so vprašanja, na katera Blaževa družina nikoli ne bo dobila odgovora. In podobna vprašanja si verjetno zastavlja marsikdo v tistih od bolnišnic najbolj oddaljenih krajih. Nujna pomoč, prosim. V dispečerskem centru Maribor vsako leto prejmejo čez 300.000 klicev. Pokrivajo široko območje, vse od Lendave do Bele krajine. Mislijo, da dobijo dejansko tisto bazo, kjer so, naprimer, ne vem, področje Sevnice, ne vem, področje Lendava, ne vejo še, da spadajo pod nas in potem pač razložiš, kaj sploh pomeni dispečerska služba, kaj nudimo, kako pomagamo in da dejansko tudi njihovo območje pokrivamo in pomagamo do prihoda ekipe na njihovo lokacijo. Zdravo. Povejte, gospa, izvolite. Jaz sem zdaj najdla svojega moža. V kopalnici leži na tleh, krvavo glavo ima. Lahko hitro pridete. Seveda bomo pomagali. Povejte mi, prosim, naslov, gospa, kje ste? Larisa Žula, vodja izmene za ta dan, je do popoldneva sprejela že 35 klicev. To je občina Črna na Koroškem. V hiši ste ali v bloku? Moja telefonska številka še, prosim, če naj jo prekine. Medtem ko je Larisa zbirala podatke, je dežurna ekipa zdravstveno-reševalnega centra na Ravnah na Koroškem že dobila poziv. Ok, reanimacija. Torej, svojci življajo, torej posredovalci so aktivirani. Ok, super, hvala. Že vozima, srečno, živim. Koroška je posebnost v slovenskem prostoru, tudi zaradi sistema, ki ga tu gradijo že desetletja. Mi kot regija ne upoštevamo pač teh občinskih mej, delujemo na območju cele Koroške, ki zajema 1000 kvadratnih kilometrov, pa skrbimo več kot za 70.000 prebivalcev Koroške. Da bi bili čim hitreje na kraju dogodka, ima zdravstveno-reševalni center, ki deluje neodvisno od bolnišnice in zdravstvenih domov, svoje ekipe na kar 4 lokacijah. V Ravnah na Koroškem, Mežici, Slovenj Gradcu in Radljah ob Dravi. Se pravi, razlika je ta, da v urbanem okolju si pač s pacientom mogoče 10-15 minut, mi potem pa tudi ko pridemo na sam kraj, smo še vedno 40 minut s pacientom v avtu, ker je ta pot, ki traja od lokacije pacienta ne daljše do bolnišnice Slovenj Gradec oziroma urgentnega centra, lahko traja tudi 40 minut. Ekipa z zdravnikom je bila aktivirana. Ostajam z vami, da vam dam navodila, dobro, za pomoč do prihoda ekipe. Vredo? Preverimo dihanje. V centru na Ravnah imajo v povprečju okoli 6 intervencij na dan. Reševalec Peter Kordež in Primož Kranc, ki sta bila ta dan dežurna, sta bila že na 3. In za čuda je hitra vožnja tekla precej gladko, kar je redko. Zaradi poplav na Koroškem je namreč še vedno veliko gradbišč, kar zelo otežuje in daljša dostopni čas reševalcev. Peter slovi po tem, da je zelo hiter, več dolga. Tudi primerja s tem, da se nismo pelali, ampak da smo poleteli. Vedno hitim. Imamo enkrat pacienta v avtu, potem ne hitim. Kaj je enkrat rekla na pacienta? Bila je presenečena, ker smo bili tako hitro v bolnici iz Radlj ob Dravi in rekla, z letalom se še pa nikoli nisem pelala. Toda tudi najboljši dispečer ne more poravnati hribov, voznik reševalnega vozila odstraniti ovinkov. Tudi zato je Koroška pred leti ubrala svojo pot. Namesto, da bi čakala, da pomoč pride do ljudi, je pomoč približala ljudem z mrežo prvih posredovalcev. Ura je bila zjutraj 8. Jaz sem se spravil v mesto po neke stvari. Janko Skitek se je pred 2 letoma odločil, da postane prvi posredovalec, torej oseba, ki v trenutku nesreče ni profesionalec, postane pa prva pomoč in most do prihoda reševalcev. In ta odločitev se mu je lani še kako obrestovala. Oče je nesel vodo, zalivati rože in ko sem z avtom obrnil, sem videl očeta sred ceste. Očetovo srce se je ustavilo.
Časa za razmišljanje ni bilo. Janko je začel oživljati. Sem ene 3 stiske na srce dal, zato da se kisik oziroma kri po možgana gre ali pa kisika, ne. In sam pri sebi študiral, ne boš mi všel, rešil te bom. Potem je stekel po defibrilator, ki je bil k sreči nedavno nameščen prav na njihovi kmetiji na Dolgih Nivah. Po drugem elektrošoku je oče ponovno zadihal. Danes živi. Morda tudi zato, ker je Janko le 3 dni predtem obnovil znanje prve pomoči. Če ne bi imeli tega znanja. Ne vem. Enostavno ne vem, kako naj na to odgovorim. Takšnih zgodb je na Koroškem vse več, ker so se zavedli, da če si ne bodo pomagali sami, jim ne bo nihče. Dejansko se je treba zahvaliti srčnim bolnikom, ki so to prepoznali, ker uradne inštitucije niso bile zainteresirane, da bi se kakorkoli s tem ukvarjale. Z izobraževanjem prvih posredovalcev so na Koroškem začeli že pred 12 leti. Z mrežo javno dostopnih avtomatskih defibrilatorjev v okviru koronarnega kluba Mežiške doline pa že leta 2006. Po zaslugi takšne dobro organizirane mreže, ki so jo financirali sami, občine pa donatorji, letos so se prvič sicer prijavili na državni razpis za sredstva za izobraževanje prvih posredovalcev, so od leta 2006 rešili 25 življenj. Zgodba sta na mojem. Dejansko smo najbolj veseli tega, da imamo na najbolj izpostavljenih mestih, bi rekel, tudi najmočnejše enote teh prvih posredovalcev. Do tja namreč naše ekipe rabijo največ časa in oni so najprej na kraju dogodka. Trenutno je na Koroškem 323 usposobljenih posredovalcev iz 19 enot in več kot 300 avtomatskih defibrilatorjev, od tega jih je 24 ur na dan javno dostopnih preko 280 in uporabljeni so bili že preko 120krat. Od teh 120 uporab, recimo 25 uspešnih, je kar dobra številka, ne? Če vemo, da je sicer povprečje nekje 12–13% preživetja. Za temi številkami ne stoji velik državni projekt, ampak skupnost, prostovoljci, društva, gasilci, ljudje, ki ne čakajo, da nekdo drug reši problem. Vrnimo se nazaj, k kapelici v vinogradu sredi Haloz. Tudi tu živijo ljudje, ki jim ni vseeno. Ta kapelica je spomin, ki je naredil sosed Janko. S tem spominom je od te gorice prišlo tudi novo upanje in morda zagotovilo, da se podobna zgodba ne bi ponovila. Tukaj bo lahko torej helikopter pristal. Tu bi zdaj helikopter po možnosti pristajal. Alena, ki je med vinogradi pred letom dni zaman poskušal rešiti 13-letnega Blaža, je vse od dogodka namreč grizla misel: sem storil dovolj? Še isti dan, ko je gledal za odhojajočim helikopterjem, mu je misli prešinila ideja, da naredi prostor za helikoptersko pristajanje na lastne stroške. Jaz sem tudi prosil, če lahko tudi kdaj mlade pilote, bi rekel, urijo v takih primerih, ne. Ampak to ste mogli vse nasut sami, vidim, da je to breg. Ja, tu smo več kot 300 kubikov zemljine nasuli na ta brežino, da smo dobili vse malo ravnice. Alenu ni bilo težko vložiti 4000, ker želi, da se takšna zgodba ne bi ponovila. S pomočjo občine so postavili tudi defibrilator, prostor zanje pa je odstopil Alenov sorodnik. Če malo vaščani skupaj stopijo, je to čist nič težkega. Takoj malo bolj z veseljem živiš, ne? Ko veš, da... Ko veš, da še lahko nujna pomoč pride, da... Zaradi njega smo vse hvaležni. Tudi, da je poskrbel za ta okoliš. Upam, da do tega več ne bo prišlo. Alen se je prijavil tudi na tečaj za prvega posredovalca. Čeprav so ga zdravniki hvalili, da je takrat naredil vse prav, se ni mogel znebiti misli: pa sem res? Blaž, ki je k njim prišel vsak dan, mu je bil namreč kot sin. Danes še ga vedno čakam. Da je vsak dan z nami. In vemo, da se bomo enkrat spet srečali. To vam pomaga. To me pomaga. Ko se ustavi srce, ne pride prvi sistem, prvi pride človek, sosed, prvi posredovalec, naključni mimoidoči. In od tega, kako bo sistem znal podpreti vse te ljudi, bo odvisno, koliko zgodb bo imelo srečnejši konec. In morda je prav to bistvo celotne zgodbe. Ne gotovost, ampak možnost. Možnost, da pomoč pride prej.
Možnost, da nekdo zna pomagati. Možnost, da naslednji otrok, naslednji oče ali naslednja mama dočaka prihod reševalcev.